Najprej seveda en lep dober dan vsem skupaj in hvala za udeležbo. Spoštovani predsednik vlade, spoštovane ministrice, spoštovani ministri, spoštovani predstavniki medijev. Vladi Republike Slovenije ob začetku mandata iskreno želim uspešno delo. Vodenje države je, tega se vsi zavedamo, velika odgovornost. Ni le izvrševanje oblasti, temveč služenje vsem ljudem, ne glede na razlike med njimi, skrb za skupno javno dobro in varovanje zaupanja državljanov v demokratične procese, ki so temelj vsake demokratične skupnosti. Hvala, spoštovani predsednik vlade, ministrice in ministri, da ste sprejeli še enkrat, poudarjam in ponavljam, vabilo in se udeležili današnjega sprejema. Naj bo torej to srečanje izhodišče za prihodnje konstruktivno, korektno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Moje vodilo pri delu ostaja enako kot doslej. Spoštovanje ustave, pravne in socialne države, solidarnosti in odgovornosti do prihodnjih generacij. Te vrednote zame niso ne leve, ne desne. So univerzalne. So vrednote demokratične države. So moje sidro, ki ga ne bom dvigovala ne glede na smer dnevnega političnega vetra. Tako kot vi sem tudi jaz prisegla, da bom spoštovala ustavni red, ravnala po svoji vesti in z vsemi močmi delovala za blaginjo Slovenije. To je naša dolžnost in verjamem, da se v tem delu strinjamo. Vedno pa bom opozorila, ko bom ocenila, da so ogroženi ustavni red in njegova načela, neodvisnost institucij ali človekove pravice in temeljne svoboščine. Ukinjanje ali integracija neodvisnih institucij, omejevanje civilne družbe, poskusi nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno so koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo. Prav tako bom vedno opozarjala na napade na sodno vejo oblasti ter na odločitve, ki bi slabile javno zdravstvo in javno šolstvo. Pozivam tudi oziroma vas prosim, da se izogibamo tako imenovanim omnibus zakonom oziroma svežnjev, ki združujejo več različnih področij, saj se je v praksi pokazalo, da to ustvarja več pravnih dilem in izzivov tako v odnosu do ustave, kot tudi do že veljavne zakonodaje. Prosim vas, da te besede razumete kot izraz odgovornosti do funkcije, ki jo upravljam, in do ljudi. Moja dolžnost je, da varujem prostor dialoga, ustavne vrednote in zaupanje ljudi v demokratični red. Tudi na področju zunanje politike mora Slovenija ostati odločna podpornica multilateralizma, Evropske unije in njene širitve, Organizacije Združenih narodov, Zveze NATO, mednarodnega prava in človekovih pravic. Spoštovanje mednarodnega prava ni abstraktno vprašanje, temveč vprašanje naše varnosti, verodostojnosti in ugleda v svetu. Zato moramo še naprej opozarjati na grobe kršitve mednarodnega prava in človekovega dostojanstva po svetu, žal ja, vključno z genocidom v Palestini. Posebej želim poudariti tudi pomen sodelovanja z opozicijo. Pri ključnih razvojnih in sistemskih vprašanjih Slovenija potrebuje širši dogovor. Pri tem pričakujem resnično sodelovanje, ki pomeni vključitev sogovornikov od začetka v razmislek, pripravo in skupno iskanje najboljših rešitev. Obenem se zavedam, da sta za sodelovanje potrebna dva oziroma oba. Zato želim, da bi tudi opozicija svojo vlogo opravljala odgovorno, vsebinsko in tvorno. Naj torej to sodelovanje temelji na kulturi dialoga in brez vnaprejšnjega ne samo zato, ker predlog prihaja z druge strani. Slovenija potrebuje razvojni zagon, vendar tudi več kontinuitete. Na ključnih področjih si namreč ne moremo privoščiti, da bi vsaka oblast začenjala znova samo zato, ker je nekaj uvedla prejšnja vlada.
Revanšizem nikoli za nikogar ni dobro izhodišče. Spoštovane in spoštovani, pred nami so zahtevni časi, ampak vendarle tudi priložnosti. Verjamem, da lahko Slovenija napreduje, če bomo znali preseči logiko delitev in se osredotočiti na odgovornost, znanje, spoštovanje in rezultate. To je pot, ki jo bom zagovarjala še naprej. V nadaljevanju vam bom zato predala poročila vseh dosedanjih predsedničinih forumov. V njih so zbrani strokovni premisleki, izkušnje in predloge z vseh področij, ki smo jih obravnavali do zdaj in so vsekakor pomembni za prihodnost Slovenije. Ti predlogi niso moji, to so predlogi najboljših strokovnjakov naše države. Verjamem, da so ti predlogi lahko koristni pri pripravah zakonskih in drugih rešitev. Vnaprej se vam seveda zahvaljujem, če jih boste preučili in morebiti tudi uporabili. In dovolite, da zaključim z naslednjo mislijo. Demokracija ni tekmovanje v tem, kdo bo glasnejši. Moč politike pa se ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, temveč po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Moja vrata vam bodo vedno odprta, s predsednikom vlade sva imela konstruktiven pogovor, nekateri ministri ste se že najavili oziroma sem vas sama tudi prosila, da se oglasite pri meni. Največ sodelovanja z moje strani bo zagotovo na področju zunanje politike z ministrom Kajzerjem in na obrambnem področju z ministrom Hajdinjakom. Nenazadnje sem vrhovna poveljnica obrambnih sil Republike Slovenije in seveda spremljam, kaj se s Slovensko vojsko dogaja. In prepričana sem, da se bova tudi s predsednikom vlade redno srečevala in tuhtala o izzivih Republike Slovenije, domovine, edine, ki jo imamo in vsi jo dajmo čuvati in delati dobro v dobro vseh, ki tu živimo. Še enkrat iskrena vam hvala in še enkrat poudarjam, upam na dobro sodelovanje in se izzivov in sodelovanja veselim. Hvala lepa.